Drage gledalke, cenjeni gledalci, danes bomo govorili o eni najpriljubljenejših stvari na svetu, poleg seksa, drog in rock'n'rolla, to je seveda nogomet. In zakaj gre? Tu gre za tekmo, ki je bila organizirana ob 80-letnici Športnih društev Slovana. Tu že vidimo Pera Lošina, enega največjih zvezdnikov v ekipi Zvezd, rock in pop scene. Na drugi strani pa športni novinarji, ki so znani kot teoretiki, tokrat pa se bodo preizkusili tudi v praksi, torej v nogometu z žogo. No, tukaj vidimo, da se je seveda igra že začela in na začetku imajo nekoliko več pobude igralci v zelenih dresih, to so, torej, kot je že kolega Tomo povedal, športni novinarji. Tu pa je eden nevarnejših strelov Rok Zvezd in že prvi gol. In to je bil Grega Tomc, ki je dosegel gol na precej tako imenovani pocarski način, pocarskem stilu. In seveda njegovi sodelavci v ekipi mu zato pridno čestitajo. No, jaz mislim, da je bil gol vendarle plod neke dovršene taktične igre, kajti videlo se je, kako je gospod Tomc ujel nasprotnega golmana na krivi nogi, kot temu v žargonu rečemo, in zato mu je seveda žoga potem med tistimi krivimi nogami tudi ušla v gol. Ker so bile noge v napačno smer ukrivljene. Tu še ena nevarnejših akcij, vendar pa lahko že izdamo, da se je prvi polčas končal z rezultatom 1:0. Magnifico razočaran nad to akcijo odhaja v obrambo svojo, vendar pa do obrambe mu ni bilo treba precej daleč hoditi, ker so novinarji, športni novinarji izgubljali žogo že kmalu po sredini igrišča. No, vsekakor so verjetno bolj navajeni Perez kot pa tekati za žogo. To je bil en lep prodor enega od trenutno še neidentificiranih igralcev Rok Zvezd. In to je častna tribuna s častnimi gosti, med vsemi ostalimi državniki, seveda tudi midva. Ampak s tem se ne bomo zdaj hvalili, tu pa je že ogrevanje za začetek drugega polčasa. Hvala, Srečko, ker si me pustil do besede. To je bil gol, vendar ta gol ne velja, ker je bilo šele ogrevanje. Zdaj pa vidimo začetek drugega polčasa in v tem drugem polčasu je razlika v letih prišla bolj do izraza, namreč rock in pop zvezdniki so bili v povprečju za kakšnih 20 let mlajši in so zato dobro napolnili mrežo. Vseh golov niti ne bomo pokazali, ker nismo mogli odkupiti vseh avtorskih pravic, vendar pa bomo videli vsaj še 2 zadetka, če se ne motim. No, če smo že ravno pri letih, morda niti niso bili toliko mlajši, kolikor mlajši izgledajo. To je bila še ena lepa akcija in to je bil seveda potem krasen strel iz obrata. Ko seveda priješ pred golmana tako, da ti gleda v tvoj hrbet in ne vidi, ki je žoga, mu potem seveda ni težko poslati žoge tja, kamor ne vidi in jasno ubraniti nemogoče. Tako kot tukaj je bilo tudi nemogoče braniti, ampak tudi nemogoče zadeti, kot smo. No, ampak jaz bi se še vrnil na ta leta, namreč če bi se tekma odvijala pred 20 leti, pa bi športni novinarji zmagali, ker takrat so pa nekateri od teh še hodili v kratkih hlačah. Se še vrnil na ta leta, namreč če bi se tekma odvijala pred 20 leti, pa bi športni novinarji zmagali, ker takrat so pa nekateri od teh še hodili v kratkih hlačah okoli. To je že končni rezultat 5:0. Vmes smo spustili recimo Pera Lošina, ki je dal tudi svoj gol, ampak ga bomo pokazali pa na koncu recimo. No, to je namest tistega gola, ki ga je dal Pero med tekmo, za katerega, kot smo že rekli, nismo mogli odkupiti avtorskih pravic in ga nismo pokazali. Njegova droga je žoga. Tako. Poglejte to spretnost, to je, lahko bi rekli, to je Kodeljevski Maradona. Tudi Trebušček ima podobnih dimenzij. In takole odhajajo na okrepčilo z rumom, v katerem je bilo tudi nekaj čaja, za moj okus celo preveč, in se poslavljajo. Hvala lepa. Ima dosti veze z bombami, ima pa veze z glasbo.